Dobrodošli v današnjem vlogu. Trenutno smo nad sončno Opatijo. Zaenkrat sicer še ni tako lep razgled, ampak upamo, da se bo tekom parih ur to spremenilo. In zakaj smo danes tukaj, Primož? Češarke smo prišli nabirati. Ja, no, toliko ne, ampak v bistvu smo z enim fletnim, majhnim avtomobilom, ki vam ga bomo predstavili malo kasneje. Do tega čarobnega mesteca smo prišli s čudovito Mazdico. Boljšega oziroma manjšega avta si skoraj ne bi mogli želeti. Je idealen za tele ozke ulice. Fantastično, no. Tale bračalni krog in cel paketno je zanimiv. Da gre za bolj premium malčka, so v bistvu priča različni detajli. Naprimer polni led žarometi. Pa še malo manj vidno je pa tale karbonski dodatek, no, oziroma imitacija karbona. Vsej notranjosti je pa še veliko različnih elementov, no, ki so tudi taki posebni. Gre pa za Mazda 2 Revolution z motorjem G90. Čas za prve vtise. Tale motorček je v bistvu kar tak prijeten za kakšna mestna doživetja. Kar se pa tiče kakšnih vzponov, klancev, no, je pa mogoče lih malo premalo. Se tudi zaradi tega ni to najmočnejši. Je potem še tale 115 konjski, če se ne motim, zapremo Revolution Top, ki je še za odtenek bolj posebna, bolj prestižna, bolj premium. To, kar pač Mazdi trenutno gre zelo dobro. Kar se te tehnološke opreme oziroma elektronskih sistemov tiče, ima sistem za ohranjanje smeri na voznem pasu. Potem je tukaj še tale start-stop, ki poskrbi še za dodatne točke ekonomične in varčne vožnje. Polni led žarometi, no, to smo že prej omenili. Edino, kar manjka mogoče, je avtomatska klimatska naprava. No, tole nekako pogrešam, sem se navadil, razvadil. Mogoče pri tem nisem edini, ampak je le fajn videti tiste digitalne številkice, no. Notranjost je obogatena s temi različnimi karbonskimi dodatki, se pravi folija, no, recimo. Pri najboljšem paketu opreme, to je Revolution Top, je ta v bistvu ta del je usnjen. Isto je na vratih, ter na tem centralnem oziroma višjem delu armaturne plošče. Med drugim mi je všeč tudi tale zasnova zračnikov, kjer so v bistvu ob stranih okrogli, medtem ko v bistvu tale nekak sredinski del so lepo skrili zračniku natančno linijo. Ja, brez avtomatske klimatske naprave, ampak ima pa gretje sedežev, kar je pa spet en plus v zimskih dneh. Pa ne samo zimskih, no. Vseh hladnih, jesenska, pomladna, predvsem pa zima, ja. Všeč mi je tale kombinacija digitalnega in analognega števca. Za obrate imate v bistvu nekako obe dvoje. Za samo hitrost je pa analogno. Povprečna poraba, resetiral sem v bistvu prevzemu vozila, tako da do zdaj še nisem pregledal. Povprečna poraba znaša 4,8 litra na 100 km, kar je za tak avto fantastična številka. Sam multimedijski zaslon oziroma cel sistem je odziven ob mirovanju seveda tudi na touch.
Sedeži so udobni, čeprav se nekako vidi, da je ta avto bolj narejen za nežnejši spol. Zakaj boste mogoče videli pol med vožnjo. Tukaj v bistvu tale ramenski del gleda čez sedež, no. Tako da to je včasih lih malo nerodno, no. Ampak vse ne vride, no. Tako da dekleta, veste kaj kupiti. Ravno kar smo končali s fotografiranjem Mazde. Trenutno se peljemo mimo enega stadiona v Rijeki, verjetno, ne? Tako da zdaj bomo pa poiskali kakšen bar z lepim razgledom, tako da se še malo ustavimo in odpočijemo, pa počasi na poti domov, ne? Zdaj lahko vidite, kar sem prej govoril glede sedežev, da so v bistvu tale zgornji del je malo ozek in ni lih po merilu moškega, no. No, mi smo v bistvu pri koncu našega izleta v Opatiji. Zdaj smo si privoščili en koktajl tukaj v tem čudovitem klubu ob plaži. Brezalkoholni. Brezalkoholni, seveda, zato ker gremo še nazaj na cesto. Ampak mislim, da smo kar dobro zaključili naš izlet in da smo spet odkrili en lep biser sveta, no, tako bomo rekli. Mi smo nazaj v Mazdi in glede na to, da je tema, se počasi odpravljamo nazaj. Kar pomeni, da nas čaka najlepši del poti zaradi žarometov.